Smo da podjetje Fotomedia v Mariboru, ki se ukvarja predvsem s fotografsko dejavnostjo, pa tudi z oglaševanjem, izdelavo računalniških programov, spletnim gostovanjem ter oblikovanjem in izdelavo spletnih strani. Predvsem nas zanima, kakšne tehnologije pri tem uporabljajo, zato nam bo o tem kaj več povedal lastnik podjetja Marjan Laznik. Glede izdelave spletnih strani, preproste spletne strani izdelamo sami, zahtevnejše, recimo spletne trgovine, spletne kataloge in podobne stvari pa sodelujemo s podjetjem Multimedia. Ko si izdelate spletno stran, je priporočljivo nabaviti tudi lastno domeno, torej kupiti lastno domeno in potem je treba to spletno stran, ki smo jo izdelali, postaviti na nek server, ki je viden v internet, na katerega bodo lahko ljudje, obiskovalci iz interneta dostopali. Mi ponujamo naš server, na katerem imamo več spletnih strani kot v zakup oziroma gostovanje. Nam lahko poveste kaj več o vaši fotografski dejavnosti, kje vse lahko fotografija nastane in za kakšen namen jo lahko uporabite? Fotografiramo na terenu, pa tudi v studio, torej na terenu različne prireditve, različne dogodke, poroke, tudi kakšne v bistvu scenske postavitve, tudi kakšno modno fotografijo se da zunaj posnet. V studio pa predvsem fotografiranje izdelkov za kataloge, potem fotografiranje modelov za tako imenovane buke, za samo promocijo in podobno. Večji fotografski studiji uporabljajo različne, torej studijske kamere, in pri nas v bistvu ni potrebe za tem. Sem že 25 let na aparatu Nikon in tudi uporabljam njihove izdelke. Nudite tudi obnovo starih fotografij. Kakšni so postopki? Postopek je, da se fotografija, ki jo prejmemo v obdelavo, najprej skenira z skenerjem, potem se pa z računalniškim programom izvede klasična retuša, ampak z digitalnim postopkom, torej z računalniškim programom. Postopek poteka tako kot za normalno digitalno fotografijo? Tako. Z računalniškim programom Photoshop se obdelajo vse nepravilnosti, označil bom ta mozolček in potem enostavno premaknil na čisti del kože in tega mozolčka že ni. Na ta način se popravijo v bistvu te grobe nepravilnosti, potem pa imamo določene filtre, s katerimi recimo popravimo kožo. To dostikrat vidimo na revijah. Vse te nepravilnosti dejansko, ki smo jih prej videli, če to pogledamo z okazom nazaj, razlika v obdelavi. Še mogoče pokažemo, na kakšen način se spremeni slika v črno-belo fotografijo, barve starih fotografij dobimo za korekcijo color balance. Zelo priporočljivo je tudi pri fotografijah, še predvsem, če jih imamo dosti, uporabiti file info, v katerega lahko shranimo podatke o tem, kaj smo slikali, kdo je bil avtor, ključne besede, po katerih lahko potem poiščemo podobne fotografije, označimo še copyright status, torej kdo je lastnik te fotografije in komu gre morebitno plačilo za avtorski honorar za to fotografijo. Vse fotografije so avtorsko zaščitene in je kakršnokoli nepooblaščeno kopiranje in javno prikazovanje takšnih fotografij ni dovoljeno oziroma je praktično kaznivo. Tega se danes marsikdo ne zaveda, zato tudi nekateri časopisi vidimo, da uporabljajo fotografije, ki so jih sneli iz interneta. Tu pač je treba biti toliko zavesten, da tudi tisti, tudi če niso fotografi, pa so naložili svoje fotografije na internet, da zahtevajo avtorski honorar, da zahtevajo podpis pod fotografijo. Samo na ta način bomo naredili nek red na področju avtorskih pravic.